Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. V vsaki družbi, tudi pri nas v naši domovini, so ljudje, ki delujejo v dobro vseh nas. Mnogokrat delujejo tako, da pravzaprav za njih ne vemo, čeprav dobrobit vsi čutimo. Prej ali slej pridemo na vrsto tudi za kakšno tako stvar, ki jo dela za nas in v našem imenu gospa, ki jo imamo danes v studiju. To je Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine. Pozdravljeni, gospa. Pozdrav. Poglejte, začela sem s tem, da delujete v dobro vseh nas, pravzaprav že dolga leta. Kdo bi rekel, saj je zdravnica, že, ampak tu govoriva o drugih stvareh. Govoriva o tem, da pravzaprav pripravljate tiste pomembne stvari, ki se dogajajo na višjih nivojih in ki jih pravzaprav nekako ne čutimo mali ljudje, dokler ne pridemo do tega, da jih pravzaprav lahko uporabimo. In to so programi za javno zdravje. Programi, od katerih imamo korist čisto na vsakem koraku, tako rekoč čisto vsi. To je pravzaprav nekako uvod, ampak zdaj mene bolj zanima pravzaprav to vaše, mogoče odločitev, zakaj ste kot zdravnica prenehali in potem začeli delati v tem širšem kontekstu. Pravzaprav pravega razloga ne vem. To je bil nekakšen klic. Tihi klic, ki se je zgodil in kateremu sem sledila. Sem namreč človek, ki je vse svoje življenje deloval zelo intuitivno. Odločala sem se pravzaprav po nekih notranjih vzgibih. Pravzaprav nisem nikoli razmišljala, kaj naj naredim. Nekako sem čutila, kaj naj naredim in v glavnem sem vedno sledila temu klicu in tako se je tudi zgodilo nekje leta 1990, ko sem bila seveda aktivna zdravnica, družinska zdravnica v ambulanti družinske medicine, je prišel k nam pravzaprav v tistih letih CINDI program. To je program Svetovne zdravstvene organizacije za krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Bili smo povabljeni zdravniki družinske medicine k izvajanju raziskave o dejavnikih tveganja nezdravega vedenjskega sloga za kronične bolezni in res sem se tudi jaz pridružila, bilo nas je okrog 10 zdravnikov, nebroj diplomiranih medicinskih sester in takrat smo prvič opravili veliko raziskavo o dejavnikih tveganja, potem je bilo seveda potrebno te raziskavo analizirati, to nekako predstaviti ljudem in tako smo se začeli mi zdravniki 10 nas se družiti poleg svojega rednega dela ob večerih in snuti po usmeritvah, po konceptu CINDI programa Svetovne zdravstvene organizacije, ki je začel delovati v večjih državah po Evropi. Tako da smo pravzaprav prišli do rezultatov, potem smo seveda po tem konceptu začeli oblikovati program preventive kroničnih bolezni, ki naj bi deloval v ambulantah družinske medicine preko preventivnih pregledov, naj bi pravzaprav ljudi pregledal, jih pravočasno ocenil, kakšno je njihovo tveganje za kronične bolezni in s preventivnimi programi deloval tako, da bi ljudje ostali čim bolj zdravi. Seveda je potrebno bilo tudi začeti predstavljati te rezultate politikom, odločevalcem, kajti brez zdravih javnih politik pravzaprav ne moremo pričakovati dobrega javnega zdravja. In tako smo začeli s predstavitvami potreb po zdravih javnih politikah politikom in tako nekako smo postali mi družinski zdravniki kar naenkrat nekje tudi javnozdravstveniki in potem, ko je leta 1998 naš vodja programa CINDI v Sloveniji, dr. Mramor, ki je bil zelo predan preventivi, umrl, je nekako na smrtni postelji držal v rokah tiste še neobdelane rezultate oziroma analize, nedokončane analize raziskav in to je bila že druga raziskava v Sloveniji takrat. In je vedel, da pravzaprav verjetno, da mora mene nasloviti. Me je poklical v bolnico k sebi in mi je rekel, prosim te, nadaljuj to. In mi je ves seveda gologlav po obsevanju, bolan,
kmalu potem je umrl, naslovil name in takrat sem jaz vedela, da bom to naprej počela. Pravzaprav sem takrat začela z oblikovanjem programa Cindi na nacionalni ravni. Posvetila sem več časa, svojega časa za to, da sem napisala program, ga predstavili smo potem 1999 Ministrstvo za zdravje, ki se je odločilo, da bo financiralo program Cindi na nacionalni ravni. Dobili smo sredstva, začeli smo z nacionalnim izobraževanjem zdravstvenih delavcev, po vseh regijah sem hodila vse petke in sobote, da smo jih v delavnicah izobrazili in to kar 3 leta. In tako, takrat je začela ena taka energija po Sloveniji, prav čutilo se je, kako so ljudje pravzaprav strokovnjaki, kako so sledili zdravstveni delavci v zdravstvenih domovih, zdravniki, diplomirane medicinske sestre, fizioterapeuti, strokovnjaki iz bolnišnic, pa tudi pravzaprav politiki lokalni, župani, smo imeli v vseh regijah, smo imeli tiskovne konference, posvetovalne dneve in takrat je pravzaprav prišlo do enega takega vseslovenskega preventivnega gibanja in jaz sem čutila neko neznansko energijo v sebi, ki me je gnala naprej in to so čutili tudi seveda verjetno drugi in res, mi smo takrat naredili pravzaprav res velik korak na področju preventive, promocije zdravja. Tudi vsi zdravstveni delavci v vseh zdravstvenih domovih so bili izobraženi, tisti, ki so šli v delavnice, so izobrazili druge. In tako se je pravzaprav zgodilo, da sem takrat, ko sem leta naključno, spet seveda, me je profesor Keber, ko je postal minister, povabil, da pridem na ministrstvo, sem se tudi v trenutku morala odločiti. Tako moj otrok sem čutila, moj ta Cindi, sem ga težko zapustila, ampak nekako sem začutila in sem res naredila ta korak, da sem šla na Ministrstvo za zdravje. Takrat, leta 2000, sem postala državna sekretarka za javno zdravje in smo začeli dejansko potem skupaj z profesor Kebrom, z ekipo, ki je v začetku ni bilo, na koncu nas je bilo 20 na ministrstvo, smo začeli oblikovati zdrave javne politike. Pravzaprav program Cindi smo udejanili v nacionalnem programu preventive srčno-žilnih bolezni in 2002 se je začel že po vseh ambulantah izvajati program preventive, se pravi, kjer ljudje vsakih 5 let lahko opravijo preventivni pregled in tisti, ki so zelo ogroženi za srčno-žilne bolezni, lahko v delavnicah za prehrano, gibanje, kajenje, alkohol, zdravo hujšanje v zdravstveno-vzgojnih centrih, v 60 zdravstvenih domovih so lahko pravzaprav koristili vse te programe brezplačne, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so pravzaprav jim bilo nekako položena možnost tega državnega programa za to, da ljudje pravzaprav zgodaj odkrijejo dejavnike tveganja, svojo ogroženost in da naredijo nekaj za svoje zdravje. Tako se je začelo potem delo na Ministrstvu za zdravje. In takrat pravzaprav niste več delali s posamezniki, ampak dejansko za vsakega posameznika v celi državi. Tako, nekako 6 let sem delala oboje, se pravi od 1990, 91 pa do 98 sem delala in preventivo tako za širšo javnost in tudi še v ambulanti. Potem sem 2 leti delala samo za program Cindi in potem, ko sem prišla seveda na Ministrstvo za zdravje, sem delala na ravni populacije, na ravni naroda in za narod, pač v podporo zdravju. Tako se je začelo tudi priprave prehranske politike, politike za spodbujanje in ohranjanje gibanja za zdravje. Potem smo začeli pravzaprav delati zelo veliko na tem, da se zmanjšajo neenakosti v zdravju, kajti vsi tisti, ki so deprivilegirani, ki so manj izobraženi, ki imajo slabši socialni položaj, ki nimajo možnosti odločanja v družbi, vsi ti so veliko bolj ogroženi za kronične bolezni, imajo veliko več dejavnikov tveganja, živijo nezdrav življenjski slog, prej umirajo, bolj so bolni. In zato pravzaprav, če
teh socialnih neenakosti v družbi ne zmanjšujemo, se nam povečujejo neenakosti v zdravju. In bolni ljudje seveda so cokla razvoja v družbi in tudi v gospodarstvo. Tako da smo začeli pravzaprav pilotni program tudi v Pomurju za zmanjševanje neenakosti v zdravju, se pravi zdravje in razvoj, spodbujati socialni razvoj, družbeni razvoj, povezovati tiste aktivnosti, tiste programe, ki hkrati zvečajo razvoj v družbi in tudi spodbujajo zdravje. To je program Mura, ki je prinesel zelo dobre rezultate. Namreč raziskave potem so pokazale, da je pravzaprav v Pomurju sprememba življenjskega sloga bila veliko bolj hitra kot v drugih delih Slovenije in tudi pravzaprav študij samih umrljivosti je pokazal, da je v tistem času, ko se je v Pomurju izvajal program Živimo zdravo, ki je pravzaprav po vseh vaseh izvajal delavnice za zdrav življenjski slog. Po vseh vaseh so tekle delavnice in udeleževalo se je ogromno ljudi teh programov, je pokazal rezultate, da ne samo, da se je spreminjal življenjski slog, ampak tudi umrljivost ljudi, hospitalizacija oziroma pač vse to obolevnost je bila manjša kot v ostalih delih Slovenije oziroma da se je bolj hitro izboljševalo stanje kot v ostalih delih Slovenije. Tako da dokazano je bilo, da taki pristopi vlaganja v zdravje, v socialni razvoj, v izobraževanje, v programe, ki spodbujajo vključevanje ljudi v zdrav življenjski slog, v odločanje, lahko zelo pomembno in hitro doprinesejo k izboljšanju zdravja. Tako da zdaj bi bilo treba to zadevo pravzaprav in ta koncept speljati v našo celo državo. Poglejte, nekaj se mi zdi zanimivo, recimo omenjate čase 1999, 2000, potem 2001. Ali lahko rečemo, da smo takrat tudi morda jahali na krilih osamosvojitve, pravzaprav vseh teh pozitivnih sprememb, ki so se takrat pokazale? In če pogledamo danes, najbrž o nekem vetru, nekem zagonu težje govorimo. Ja, jaz sem ga čutila ves čas od pravzaprav svojega življenja oziroma v tistem obdobju sploh se mi zdi, da je bila jaz sem čutila in tudi pri svojih sodelavcih po vsej Sloveniji eno ogromno energijo, pozitivno energijo, ki je doprinesla k dobrim programom, k neki sinergiji prizadevanj za boljše zdravje in pravzaprav tudi, če se zdaj s sodelavci pogovarjam, mnogimi po Sloveniji so to vsi čutili in nekako si želimo ponovno tega, a ne. In jaz vem, da samo strast in tako strasten odnos do nečesa, se pravi ta predanost in zagon lahko doprinese k pozitivnim rezultatom. Neka mlačnost, omahovanje vsekakor ne more roditi dobrih sadov. No, to pravzaprav smo se že večkrat prepričali, kaj to dejansko pomeni. Poglejte, omenili ste, da pravzaprav delujete oziroma se odzivate na svojo intuicijo. Otroci so zelo intuitivni, ampak potem pravimo, da jim na nek način odrasli, okolje, družba, razmere take ali drugačne, pa tudi osebne izkušnje na nek način to intuicijo zatolčejo, ubijejo. Ali bi vi lahko rekli, da ste pravzaprav na nek način to svoje, vem, da ste imeli srečno otroštvo, o tem se bomo še pogovarjali, da ste pravzaprav lahko te svoje lastnosti dejansko nosili naprej, kajti jaz to v vas vidim še danes. Ja, jaz mislim, da sem uspela, pa ne, da bi se za to prizadevala, ne, da nekako sem uspela ohraniti, pa mogoče v zadnjih časih malo manj, ampak do zelo, zelo dolgo pravzaprav to neko primarno energijo, intuicijo, svojo bit pravzaprav, svojo bit in iz te biti zavedanja ali pa mogoče niti ne dovolj zavedanja, ampak živela sem svojo bitjo
in to ti pravzaprav daje nekako uspeh ti daje, ker če ti živiš sam sebe, seveda živiš tisto, kar je prav in delaš tisto, kar je prav in v tistem uživaš in potem ne moreš biti neuspešen, potem si uspešen in si hkrati tudi srečen. In jaz sem se včasih spraševala, pa zakaj jaz nikoli nič ne razmišljam, kaj moram narediti, ne? Jaz sem kar naredila in zmeraj sem naredila tako, da je bilo tudi zame najbolje, ne samo za druge, ne? In to je tisto, ne? Pravzaprav, da mi sami izgubimo stik sami s sabo. In mislim, da je to veliko krivo pravzaprav tudi okolje in da nas zatolče, verjetno že tudi vzgoja, ali v družini, ali dodatno v naših vzgojno-izobraževalnih inštitucijah, kjer se pravzaprav posvečamo samo v bistvu razumu in umu in premalo duši in biti. Naši biti je to, da bi ljudje znali biti taki, kot so in če so taki, kot so, so vedno najboljši, ne? Ja, mislim, da je to zelo pomembno in take stvari bi morali v šoli tudi učiti, ne? Morali bi se posvečati tudi pravzaprav trenutkom, ko dovolijo posamezniku, da se posveti samemu sebi, da se poglobi sam vase, in morda tisti narodi in tiste politike, ki znajo slišati, recimo to uvajajo tudi že v šole, ne? Recimo, ne vem, recimo transcendentalna meditacija je en metod, načinov, kjer ti pravzaprav lahko meditiraš in se nekako sproti povezuješ svojo bitjo in ohranjaš stik sam s sabo. In predvsem pomirjaš. In pomirjaš, ja, ampak nekako ohranjaš, ostaneš zaveden, ohranjaš stik sam s sabo. In recimo v Braziliji so to zdaj množično vse šole uvedli, da otroci pač imajo svoj trenutek časa zase v šoli, da se posvetijo sebi in potem so tudi veliko bolj subtilni, veliko več imajo posluha do drugega, a ne, manj so prepirljivi, manj je agresije in tako dalje. Tako da, to so pa zanimive odkritje. Ja. Gospa, naslednja pot. Ja. Se že odpira, zdajle ste jo ubesedili. Ja. Ponavadi rečejo tako, ne, ko človek neko stvar ubesedi, potem se lahko tudi uresniči. Dokler je to samo v mislih, ko ne pride na plan, je pravzaprav težje. To je pa že tisto dejanje, ki sproži tudi energetski preboj. Poglejte, zdajle je na mestu vprašanje, kdo ste, Jožica Mavčec Zakotnik? Sem oseba, ki pravzaprav nenehno išče stik sama s sabo. To sem verjetno ves čas svojega življenja imela. Zadnje čase ali pa opažam, da tako nekako v sinusoidni krivulji intenzivneje počnem bolj tudi zavestno, ne? Da nekako iščem, posebno takrat, ko me odnesejo kakšni ti nezdravi valovi, pravzaprav, da mogoče malo zgubljam stik sama s sabo, takrat me nekako nazaj prinese tudi avtomatsko, da avtomatično to počnem ponovno. Ker se mi zdi, da si srečen lahko samo takrat, če si res ti in če sem sebe čutiš. In morda včasih v tej noriji obveznosti, preokupiranosti, včasih smo preveč pod stresom, zgubljamo res stik s sabo in smo pravzaprav potem postajamo nesrečni ali pa nezadovoljni. In tako se mi dogaja vedno znova. Sem pravzaprav oseba, ki nenehno išče stik s sabo in to počnem zdaj mogoče v zadnjih letih še bolj intenzivno in sem vesela, da se mi to dogaja. Tudi če nisem vedno zadovoljna, da sem čisto v stiku s sabo, ampak če si na poti in želiš to, potem pravzaprav se ti to zgodi. In iz tega potem izhajajo potem tudi dobre stvari, ne? Potem izhaja iz tega sreča, izhajajo dobra dela, izhaja zadovoljstvo lastno in tudi ljudi okrog tebe. Verjamem.
Glejte, prihajate z Prekmurskih ravnic. Ali vas to nekako zaznamuje, morda tudi ravno ta širina, kjer se pogled nikjer ne ustavi, za razliko od nas Gorencev, ki imamo radi gore in pravzaprav smo na nek način omejeni, ker vedno se ti nekje pogled ustavi, ampak vendarle, jaz bom rekla korak naprej, ko pa gledam v te gore, pa pogled seže tudi še preko. To se pravi, da vendarle se odpira možnost te širine ljudem, ki živijo na morju, ravno tako rečemo ta neskončna, recimo modrina, vodna modrina ali pa v Prekmurju te vaše ravnice, zelenice, po drugi strani pa hribi. Se pravi, če človek pravzaprav želi videti nekaj več, lahko vedno vidi in najde. Ampak zdaj me zanima pravzaprav ta vaš pogled na to vaše polje prekmursko. Lejte, jaz pravzaprav ne najdem besed, da bi opisala to mojo srečo, da sem imela svoje otroštvo tam, kjer sem ga imela. Se pravi, na podeželju, v Pomurju, v Prekmurju. Bila sem, oziroma sem hči, mama moja je delala na kmetiji, oče je bil sodar, moji stari starši so bili kmetje, smo bili ena taka razširjena družina, ki je seveda ves čas delala na poljih. Jaz sem bila, pravzaprav doživljala sem vsa opravila na poljih, sem sodelovala pri njih in moram reči, da mi je otroštvo v mojem rodnem Prekmurju pravzaprav dalo vse, kar sem nesla s sabo in kar imam še vedno s sabo. Dalo mi je eno širino, en stik z naravo, z zemljo, stik z ljudmi, ki so seveda takrat v tistem času živeli še veliko bolj skupaj, bili so zelo povezani. Povezani v vsem, bili so povezani v kmečkih opravilih, bili so povezani v srečnih dogodkih, ko se je nekdo poročal, so vsi drli k tej hiši, vsi so nosili darove iz vse vasi, če je nekdo zidal, so vsi pomagali, ni bilo potrebno nobenega plačati, vsi so pomagali, vsi so vedno nosili smo košare, vseh jedi, živil, tako da so lahko, vsakemu smo pomagali. In ko si šel mimo vsakega vrta, vsakega si ogovoril, on te je ogovoril nazaj. To je bila ena neznanska socialna mreža in povezanost in to rabi vsak. To rabi otrok, to rabi odrasel. Jaz sem imela občutek enega zelo toplega gnezda v družini. Vsi so me imeli vedno neznansko radi. Jaz sem čutila eno samo ljubezen. In star ata me je imel neznansko rad, vedno sem imela, sedela v naročju, spala sem pri starih starših, oče me je imel neznansko rad, mama, vsi, tete, strici, tako da jaz sem res eno samo ljubezen doživljala v otroštvo. In tudi ta kmečka opravila, ki smo jih opravljali skupaj, žetev, setev, mlatev, ličkanje koruze, se pravi, mi smo rekli česanje perja, se pravi, ko se je perje tudi očistilo, da smo imeli pol za pokrivanje, kovtre in tako naprej. Skratka, to smo delali vse skupaj in otroci smo bili vedno zraven. Tako da to je bilo zame res ena sama poezija in meni se zdi, da to me vedno spremlja in to nosim vedno s sabo in to je meni največja dota. Če bi karkoli dobila ali ne dobila od materialnega v doti, bi to meni bilo dovolj in zadostna popotnica za vse življenje. Mislim, da tudi iz tukaj sem črpala vso svojo energijo, zadovoljstvo, srečo, ki sem jo lahko dala tudi svojim otrokom, svoji družini in drugim. Omenili ste poezijo, pesem. Ja, sej, kaj pa drugega, taka duša naj rodi in taka narava. Če živiš v takem okolju, potem se seveda rodijo tudi pesmi in lepe misli. Ja, pisala sem pesmi v gimnaziji zelo veliko in tudi tako, že kar uspešno sem se udejstvovala v recitalih in v srečanju. Takrat se je zgodilo tisto prvo srečanje mladih pesnikov in pisateljev, ravno takrat, ko sem jaz začela
Tako da sem bila kar zelo aktivna takrat. Pa tudi kasneje še, tudi še kasneje sem tudi pisala pesmi. Zdaj sem pa, to je moja dobra ali pa slaba stvar, jaz ne vem, kako ne temu rečem, da vse, kar delam s strastjo in potem, če se v nekaj vržem, potem tistemu se posvetim preveč in morda v nekem obdobju, ko sem pravzaprav bila bolj profesionalc, recimo v tem smislu, bolj tudi teh javnozdravstvenih delovanj, ko je potrebno res dati vso energijo od sebe in dan se ne konča ob 3-4, ampak vedno znova, ko nekaj razvijaš, te programe, vedno znova je treba delati in zvečer in sobote in nedele. In sredi noči se spomniš, in sredi noči, ja, in tako da mi je takrat mogoče malo nekaj obdobju tudi ta pesnikovanje malo obstalo, tako da mogoče se bo zdaj povrnila. Spet, če bo več časa, ne? Ampak zdaj vam ga pa verjetno... Če bo prišel kakšen prav pravi navdih. Ampak zdaj veliko časa posvečate vnučkom. Poglejte, ali morda želite ravno to, kar ste vi dobili od starih staršev, zdaj dajati naprej. Namreč takole, ko opazujem, jaz vnukov sicer še nimam. Ne vem, ali je to prav ali ni, kakorkoli že, ampak zato v tem težko razmišljam, vendarle pa imam občutek, da ljudje, ki imajo vnuke, vsaj pravijo, da je to drugače kot takrat, ko imaš otroke. Pri otrocih je pravzaprav neka večja odgovornost, vnuke pa lažje razvajaš. Ali to drži oziroma kako vi to doživljate? Ja, res je to. Jaz imam sedaj že 4 vnuke, od hčere 2 punčki in od sina fanta in punčko. Tako da vsi so še taki predšolski in to je res tak pravi živ žal pri nas, ko se vsi zberemo na nedeljskih kosilih in to je prav užitek, ta živ žal doživljati in to srečo in to ljubezen, druženje. Ja, pri vnukih je drugače. Ne vem, drugačna dimenzija je to. Morda je več obveznosti takrat, ko si stariš. Tukaj je pa neka predanost, pride ena taka neznanska predanost tem vnukom. Vse bi jim dal, neznansko jih imaš rad, kar naprej bi se družil z njimi in to je tako že pol rata vse skupaj težko obvladljivo, če imaš take želje. Ja, ampak je to seveda čutiš ti in to čutijo tudi vnuki in potem se zelo radi družimo. Potem tudi včasih tekmujemo, kdo bo spal pri meni. Tako da tudi radi prespijo pri meni. In ja, imamo se lepo, zelo lepo. Več časa bi potrebovala tako zase, se mi zdi zdaj, da bi počela vse te stvari, ki jih imam tako rada, pa jih nisem uspela v času tega zelo aktivnega profesionalnega življenja in tudi za vnučke. Se mi zdi, da bi včasih si kar očitam, recimo zdaj je moja vnukica doma bolna, hči je v službi, zet je z otroci. Meni se pa zdi, da bi mogoče morala že jaz malo priskočiti na pomoč. Ampak še vedno sem aktivna in mogoče preveč in to nekako gre težko skupaj. Ampak tudi te aktivnosti najbrž, če bi jih prekinili, posebno še, če bi to šlo na hitro, po moje, vam ne bi bilo lepo. Težko si predstavljam, da ne bi delali pravzaprav še nekaj za to širšo družbo. Zdaj ravno kar delamo en zelo velik projekt. Poleg vseh teh programov, ki jih peljemo, program preventive kroničnih bolezni v osnovnem zdravstvu, potem program SVIT, ki je za preprečevanje raka debelega črevesa in danke. Zdaj imamo en velik projekt za prenovo preventivnih programov, vseh preventivnih programov s posebnim poudarkom na zmanjševanju neenakosti v zdravju, za vključevanje ranljivih skupin, tistih, ki pravzaprav so mogoče ob tej naši zadovoljnosti prehitri, da pravzaprav delamo vse, kar je dobro in najboljše, na njih pozabimo. Mnogi ostanejo iz teh naših preventivnih programov izključeni, pa mi tega niti ne vemo. Mnogi nimajo niti pravzaprav še vedno, čeprav se nam zdi čudno, osnovnega zdravstvenega zavarovanja, čeprav morda zaradi administrativnih ali drugačnih ovir. Mnogi zaradi svojih specifik, recimo etničnih ali drugih, ne gredo k zdravniku, ne koristijo teh programov in
Recimo posebej so ogroženi zdaj ti tako imenovani prekerni delavci. To so mladi delavci, ki nimajo stalnih oblik zaposlitve, ki odpirajo svoje SP-je samo zato, da lahko nekaj počnejo, imajo začasna dela, so plačani po avtorski, po podjemni, pravzaprav kako dobro ali bolj slabo, ampak ostajajo iz dneva v dan potem na trgu dela in nimajo urejenih osnovnih zadev za zdravstveno zavarovanje, pa hkrati tudi ne za preživljanje, za preživetje mladih družin. In v tem našem projektu pravzaprav najprej smo pogledali, kakšne so potrebe teh ranljivih skupin in zdaj pripravljamo tudi ukrepe, da bi bili ti naši moderni, sodobni, strokovni, preventivni programi dostopni pravzaprav vsem skupinam prebivalcem, pravzaprav najbolj tistim, ki najbolj potrebujejo, oziroma da damo tistim, ki potrebujejo več, nekoliko več, če želimo biti demokratična, socialna družba, ki omogoča enakost v družbi. Ne? Tako da zdaj, recimo, mislim, težko bi spet sedaj kar zapustila te stvari nekje na sredi, ne? Ampak vedno prihajajo nove in nove stvari, nove potrebe, tako da enkrat pa treba zamejiti malo. Kaj pa 5 vaših dobrih lastnosti? 5 mojih dobrih lastnosti. Ki bi jih vi izpostavili, verjamem, da jih je več, ampak zdajle me zanima tistih 5, zaradi katerih morda imate občutek, da ste vi, da živite v tej svoji biti tudi s pomočjo ali pa zaradi teh lastnosti. Mogoče, da sem zares dobrohotna. To se mi zdi, da sem res dobrohotna. Da sem vztrajna in trmasta. Če nekaj delam, to je včasih dobro, včasih slabo. Da sem, se pravi, strastna v tem, kar delam. To se mi zdi zelo pomembno, ker te lahko tudi zadovoljuje, če nekaj počneš. Da želim, da sem sočutna. To se mi zdi zelo, zelo pomembno v družbi, posebno v današnji družbi. In ne vem, mogoče se še kaj najde. Zakaj ste se pa odločili za študij medicine? Sicer lahko bi ga navezovala ravno na te lastnosti, ki jih zdajle naštevate, mogoče se če začneva ali pa končava s sočutjem. Nekako sem vedno že v tem mojem Prekmurju, ne vem, čutila neko poklicano za nekaj, pravzaprav za nekaj pomagati ljudem. Vedno sem nekaj hitela nekomu pomagati. In tako sem tudi recimo nekako, moj star ate je imel rane na nogah, te varice in varikozni sindrom, oziroma pač rane na nogah, in mu jih je bilo treba nenehno previjati. In to sem jaz počela tako, že kot osnovnošolka in tako naprej. Tako da sem rekla takrat, ko še nisem tako razmišljala, da bom jaz medicinska sestra, ne, da bom jaz lahko ljudem pomagala. In potem, seveda kasneje, sem rekla, da bom zdravnica. In potem je prišlo obdobje bolj intenzivnega razmišljanja, pubertete. V gimnaziji seveda smo imeli predmete, kot je sociologija, filozofija. In mene je to čisto potegnilo. Jaz sem, kako rada sem jaz brala kakšne filozofe in tako naprej. In potem sem seveda začela pesmi pisati in pa kako bom jaz zdaj vse to, sem rekla, in nekako sem začutila, da bi jaz morala pravzaprav študirati nekaj drugega, ne medicino. In sem se res, ko je bilo treba se vpisati na fakulteto, sem šla v Ljubljano in sem se vpisala na študij filozofije in primerjalne književnosti. In to je bil pa nek tak razkol v meni, potem sem prišla domov. Jaz nisem 3 dni, 3 noči nisem spala. Ne, sem rekla, ne morem, jaz moram biti zdravnica. In sem šla po 3 dneh nazaj v Ljubljano in sem se prepisala na medicino. In tako sem seveda začela študirati medicino. In sem bila res zdravnica, oziroma sem še vedno zdravnica. Bila sem aktivna zdravnica v stiku z pacienti, kar 20 let ali pa še mogoče malo več. Najprej sem delala na urgenci, potem sem delala v domu starejših na Bokavcih kar 7 let za starostniki in tam je meni bilo spet tako lepo, ne vem zakaj. Zgleda, da jaz imam zelo tudi občutek, zelo tak tenkočuten občutek za stare ljudi
In to smo se tako fino imeli. Oni so imeli mene tako radi, jaz pa njih. In mi je bilo lepo, nikoli mi ni bilo težko delati v domu, čeprav če kako pa lahko v domu delaš, tam sami stari, toliko smrti in tako lepo smo se imeli, res. In tam sem bila 7 let, potem sem tudi specializacijo sem upravljala podiplomski iz gerontologije, ne, za znanosti za starostnike, medicinske znanosti za starostnike, potem sem pa specializirala družinsko medicino in potem sem šla res delati v ambulanto družinske medicine na Vič, kjer sem potem dočakala tudi svoje prvo srečanje s tem programom Cindija, ne, in tako sem potem nekako šla naprej svojo pot, ki so jo že omenili. Ampak moram reči, da zelo rada sem delala poklic družinske zdravnice, res zelo rada. In zelo dober odnos smo imeli z bolniki, mojimi opredeljenimi bolniki, zelo so me imeli radi in jaz njih in mislim, da sem bila dobra zdravnica. Tako da, ko sem odšla iz ambulante, mislim, če celo zdaj je da 15 pacientov name registriranih, sicer to ne vem, kako je to sploh možno, ampak to so mi povedali nazadnje. Tako da sem nekaj časa, pa še kdaj se vedno rečem, da bi bilo fino, če bi delala v družinski medicini, ampak nisem. Zdaj sem tukaj, kjer sem. To, kar delam zelo z veseljem in zelo predano, taka je bila moja pot, intuitivna, me je vodila iz enega mesta v drugo mesto. Tako da zelo rada bi imela več časa, da bi veliko več brala, da bi tudi se ukvarjala z, ne vem, s kakšno filozofijo ali pa s kakšno umetnostjo. Zelo rada bi imela več časa, zelo obožujem opere, pa tudi ne grem tolikokrat v opero. Skratka, veliko imam želja, veselja, ljubezni, ki jih bom lahko, upam, še udejanjala v svojem življenju. Torej, zagotovo vam nikoli ni dolg čas. Ne, to pa res ne. Gospa, omenili ste smrt, gledajte, tako da so vam rekli toliko smrti, ne? Ja. Nekako sem, bi rekla, obvisela na tej besedi, namreč to je res tabu tema. In po drugi strani, ali morda ta vaš odnos tudi do smrti nekako odprt, ali tudi to izvira iz vašega otroštva, namreč danes se tega nekako, bi rekli, kot človeštvo bojimo. Vse se dela samo nekako v smeri, mnogokrat imam tak občutek, da bi ljudje radi smrt kar ukanili. In vendarle, tu je in prihaja. Ja, res je. V bistvu v sodobnem življenju živimo tako, precej odtujeno, ne, od vsega. Od sebe, od rojstva, od smrti, tako živimo, kar nosi nas nekaj. In se mi zdi, včasih je to bilo veliko bolj, tudi ko sem jaz bila še otroka, ne, vse je bilo tako naravno. Vse je bilo naravno, tam je vse bilo naravno, vse, kar se je zgodilo, je bilo nekako naravno, ne. Tudi smrt, čeprav moram reči, da mogoče tudi sama nisem dolgo časa pravzaprav s tem dogodkom bila čisto blizu si, ne, in tako sprejela to. Tako v zadnjem času pa se mi zdi, da mi prihaja vedno bolj tudi to neko pomirjanje s tem dogodkom. Vsekakor pa ja, srečevanje s smrtjo pri svojem poklicu je bilo tako naravno tudi, ne. Ni bilo tako tragično, ker če imaš bolj naraven odnos do tega, potem to tudi tako sprejemaš. Recimo moj mož je onkolog, ne, in se srečuje s tem res seveda stalno in dnevno in zelo hudimi in tragičnimi usodami, ki se zgodijo lahko pravzaprav v istih družinah in se ti zdi, da je to nemogoče in krivično. Pa se mi zdi, da ja, on ima pa res zelo, zelo naraven odnos do življenja in tudi do smrti. Morda tisti, ki so s tem bolj v stiku, potem pridejo do tega naravnega spoznanja in tudi naravnega odnosa do tega dogodka, ki je seveda končen v življenju nekoga, za okolico pa mnogokrat zelo tragičen, ne.
Tako da se mi zdi, v naši družbi je smrt res eden od tabujev, a ne? In tudi nekih stvari, o katerih ne radi razpravljamo, pa tudi ne doživljamo, ali je to v naši ožji ali širši okolici. Čeprav sedaj se mi zdi, se v naši družbi spostavlja pravzaprav tudi nekako organizirana in strukturirana podpora temu dogajanju. Recimo paliativna medicina in paliativna oskrba, ne, ki se pravzaprav kot nek državni program v okviru državnega programa za obvladovanje raka pri nas zdaj umešča. Mislim, da dela zelo veliko dobrega. Se pravi, da nudi se strokovna pomoč ljudem, družinam, svojcem, ki imajo kronično hudo bolne bolnike in ki so v terminalni končni fazi svoje bolezni, kjer je seveda ni drugega, kot da bo ta človek umrl. Se pravi, paliativna medicina jim omogoča, da so zadnji dnevi, zadnji meseci njihovega življenja sprejemljivi, spodobni, brez bolečin in da takrat tudi pravzaprav imajo svojci in bolnik sam čas, da pravzaprav naredijo nek pravzaprav obračun, da si en drugemu z besedami ali brez besed povedo, dajo tisto, kar bi si morali pravzaprav, če imajo možnost, ljudje tisti nek zadnji čas življenja preživeti skupaj, bi si morali dati. Se mi zdi, da to si zasluži človek, ki odhaja, pa tudi svojci pravzaprav s tem lahko dobijo neverjetno bogato darilo. In to je tisto, kar seveda se zdaj v našo družbo vrača. In to je recimo zelo, zelo dragoceno za družbo. Veste, družba postaja veliko bolj občutljiva in senzitivna, če se to družbi zgodi, a ne? Da znajo prisluhniti umirajočemu in da si znajo stisniti v roke in se posloviti tako, kot je treba. Gospa, še eno vprašanje, ki je obvezno v tej naši oddaji V dobri družbi, v kateri smo danes z vami, je, če ste seveda pripravljeni z nami podeliti kakšno svojo izkušnjo, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer. Ja, mislim, da je bila to smrt mojega očeta. Jaz sem imela mojega očeta neznansko rada in tudi on mene. In sva si izredno podobna bila. Tako tudi po duši. On je bil tudi taka plavajoča duša z svojo poezijo, ki jo je nosil ne napisano, ampak govorjeno in življenjem, ki ga je živel in delil ljudem samo dobro in srečo in zelo lepo je pel. In moj oče je umrl zelo zgodaj in sicer, ko je bil star 65 let, na vrhuncu svojih zmožnosti, bil je srčni bolnik, to imamo namreč v družini. In ja, ko je on umrl, se mi zdi, da se mi je svet kar majčkeno pretrgal na dvoje in je bilo zelo hudo. V bistvu približno 1 leto je bilo zelo hudo zame to, ampak iz tega sem pravzaprav potem črpala neko moč in vse tiste pozitivne stvari, ki mi jih je dal v svojih genih in tudi s svojim življenjem, ki ga je živel, so me pravzaprav še bolj obogatile in tako ga nosim seveda v svojem srcu in spominu sabo in nekako me velikokrat okrepi z tem, ko pravzaprav čutim njega in ga nosim sabo, s svojo dediščino, ki mi jo je dal, ljubeznijo in dobrimi lastnostmi, ki jih je živel v življenju. To je bil en tako zelo tragičen dogodek zame, res zelo tragičen, ki me je pa na eni strani oropal njegove prisotnosti, po drugi strani mi pa dal neko moč za nadaljnje življenje. In občutek, da pravzaprav nekaj njega ostaja v vas, ne? Ostaja v meni, ja, in tako sem vesela, da sva si tako zelo podobna. Veste kaj, gospa, jaz se z vami družim pravzaprav že kar veliko let. Takole skupaj delava, tudi oddaje, obveščava, osveščava ljudi o tem, kaj se dogaja na preventivnem področju. In vedno znova
mi je lepo, ko vas pogledam, tako lepo se znate oblačiti. Kaj je pravzaprav to? To ni samo stvar denarja, to je predvsem, bi rekla, stvar okusa, dobrega občutka. Je to v vaši družini, ste to podedovali, ali je pravzaprav to nekaj, kar je lastno vam? A veste, vidite, ravno ker so se pogovarjale, ta zadnja stvar, o kateri so se pogovarjale, lahko navežem tudi moj odgovor. Moj oče je imel neznansko rad lepoto, vse vrst lepote. V stanovanju, na vrtu, on sam se je zelo lepo oblačil, se štimal stalno in je bil lep gospod, je bil. In on, ko so se midve za hčero, mislim, z mojo sestro rodile, imam mlajšo sestro, 6 let mlajšo sestro, on je rekel, da bo pa on svoje punce tako lepo oblačil, da bodo res lepe, ne? In potem pa seveda nekako, verjetno sem imela že malo v sebi, da sem imela ta občutek, da bi se pač uredila lepo. In ja, to sem mogoče malo podedovala, nekako spontano, pa ne vem, nekako spontano mi tako deluje, rada, bom rekla po domače, rada se uredim. Seveda to tudi včasih potem mogoče kakšen evro več zapravim zaradi tega, ker bi mi mogoče kdo lahko očital, no. No, pa ne gre za očitanje, gre za občudovanje, vsaj kar se z moje strani tiče. Poglejte, gospa, v bistvu vi na nek način uvajate programe, s katerimi naj bi živeli bolje, to se pravi, bili bolj zdravi. Po drugi strani pa zahtevajo ti programi od nas določeno žrtev. Po drugi strani težko nekdo poučuje druge, kaj naj delajo, kaj naj počnejo, če sam tega ne počne. Ja, to je res. Mislim, da mora biti neki zdravstveni vzgojitelj ali pa pravzaprav nekdo, ki želi od nekoga spremembo, mora biti sam vzor, a ne? In ja, jaz lahko rečem, da sem v svojem življenju živela zdrav življenjski slog. Vse takrat, ko sem spoznala, kaj to je zdrava prehrana, namreč včasih smo se v Prekmurju prehranjevali precej nezdravo, ne? Od šunke, zaseke in masti in vsega tega. Zdaj že zelo dolgo, od mladostnih let dalje se zdravo prehranjujem, veliko se gibljem, zelo rada imam šport oziroma rekreacijo, neznansko rada kolesarim, z možem sva zelo veliko kolesarila, tečem, zdaj sicer malo manj, ker se tudi malo več z vnuki ukvarjam, ampak ja, uživam, če sem aktivna, tako da ne kadim, tako da živim zdrav življenjski slog. Gospa dr. Zakotnikova, iskrena hvala, da ste bili v naši družbi, da smo bili mi lahko z vami v dobri družbi in seveda iskreno upam in si želim, da bi za nas vse skupaj lahko še kaj dobrega storili. Tako, kaj naj rečem, vi si po svoje želite več časa, mi bi imeli pa več koristi od vas, če boste čim dalj aktivni. Bom naredila tako, da bo za vse prav. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovane gospe, dragi gospodje, upam, da ste tudi vi uživali tako kot jaz, predvsem pa, da v dobri družbi srečujemo ljudi, ki niso samo zase, ampak so tudi za druge, ki znajo biti sočutni, empatični in seveda nasmejani. Vse to pa naša današnja gostja, Jožica Mavčec Zakotnik, tudi je. Nasvidenje.